Živjo, sem Matej Cepin in poslušaš 92. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat je z menoj Gašper Berčič, mož, oče 5 otrok, pred nekaj leti elektroinženir in razvijalec komunikacijskih naprav, danes pa direktor Salezijanske založbe Salve, ki s knjigami, tiskarno, pa tudi na druge načine katehiste, pastoralne delavce in voditelje podpira pri vzgojnem in pastoralnem delu. Ja, prav ste slišali. Gašper je pred nekaj leti popolnoma zamenjal panogo. In to na nek način bi lahko rekli iz bolj tehnološko naravnane v takšno, ki jo sodobna tehnologija vedno bolj izpodriva. Poleg tega je zapustil delovno mesto z le nekaj manjšimi vodstvenimi nalogami in postal direktor. Seveda, takšna zgodba oziroma takšna transformacija v meni hitro sproži več vprašanj. Kako je po vseh teh letih zbral pogum za tako radikalno menjavo panoge? Kako je v Gašperju skozi čas ta klic zorel? Kje je pridobil voditeljske kompetence in kaj se mu zdi pri vodenju najbolj pomembno? O vsem tem sva se pogovarjala, posebej zanimiv pa se mi je zdel zadnji del pogovora, ko je Gašper govoril o svojih navadah, s katerimi v svojem življenju, razpetem med družino in vodstveno službo, skuša ohranjati vsaj določeno mero reda. A ja, še to, zakaj epizoda 92b? S pravo 92. epizodo so me pred kratkim presenetili sodelavci, ki so mi ob rojstnem dnevu zmontirali posebno video epizodo podcasta z voščili in anekdotami ljudi iz vseh koncev. Hvala sodelavci in nastopajoči, vaše presenečenje me je res ganilo in mi dalo misliti. Nisem pa se odločil za objavo, saj je epizoda res prvenstveno namenjena meni. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Gašper, dobrodošel v Gorečem grmu. Živjo, Matej, lepo je biti tukaj. Res je, ne gostim prav pogosto vodje knjižnih založb tukajle. Bil je to nerode, ampak eno specifično vprašanje zate za začetek, ker se mi zdi, da taki tipi se preko knjig najlažje opišajo. Katere knjige, 1, 2, morda sta imeli največji vpliv nate v zadnjih nekaj letih? Ja, kar težko vprašanje, ker po svoje gre toliko enih knjig skozi moje roke, ali pa si jih želim ogromno prebrati. To je mogoče ena taka stvar, ki sem si jo zadal na začetku založniške poti, da bom vse knjige, ki jih izdamo, tudi prebral. Najbrž, pa žal ne gre. Največkrat spovedal. Ja, mi žal ne gre, čeprav so res dobre. No, ampak ne, ko pomislim nazaj, mogoče 2 sta pa res taki, ki sta v zadnjem obdobju, ki mi izstopata. Ena je Janis McDavid, vsi drugi že obstajajo, in sicer govori o fantu moškem brez rok in brez nog, mogoče malo podobna stvar, kot Nik Vujčić. Ja, tako sem pomislil. Ja, sam mogoče malo drugače se iskal, ampak ključna njegova stvar in njegovo spoznanje je to, da praktično vsi drugačni že obstajajo, zakaj ne bi jaz tak kot sem, ne? Taka, ki mi je Bog ustvaril, raven to si v bistvu želi zato me je ustvaril, da sem tak originalen tukaj. No? In res je taka, skozi njegovo zgodbo pa knjigo, res ena spodbuda k temu, da podmo to, kar smo, kaj doskrat se mi zdi sploh skozi najstništvo se iščeš, pa gledaš, pa kakšni so drugi, pa vse to, a ne? Ampak na koncu veš, da v bistvu si z namenom tak, kot si. No. Kaj ti je ta knjiga, sliši se zelo zanimiva, mislim, veš, zakaj edinstvenost je ena od meni najljubših besed, ne, tudi, ko sem si osebno poslanstvo delal, mi je ta beseda zelo ven stopla, edinstvenost, ne. In ta naslov, nisem prav te knjige, ampak ta naslov mi o tem govori, ne, vsi drugi že obstajajo, ti si edinstven, ne. Kaj je tebi pustila ta knjiga? A to je roman ali je kaj to? Ne, to je avtobiografska knjiga, se pravi, samo sebi piše ta fant. Najbolj v bistvu en kontekst tega, ko on razlaga, kako je kot mlad otrok, on se niti ni zavedal tega, da je drugačen, da je brez nog, on je sanjal, da bo policaj na motorju in vse te zadeve, tako pa čist kot vsak mlad otrok. In mislim, da se tam nekje po 8-9 letih, ko se je pogledal v gledalo, zavedal, da pa je drugačen.
In pol opisuje to njegovo pot sprejemanja, še naprej od sprejemanja tega, kar pač je, tudi to, da v bistvu je z namenom take in gleda pa, kaj so njegove prednosti, kaj so njegove dobre stvari, ne samo kaj je slabo. Se mi zdi, da mi najbolj ta pogled njegov, ker mi smo tako, imamo roke, noge, pa nas mogoče sam nekaj boli, pa že začnemo jamrati Slovenci, da koliko nič ne moramo, Tukaj pa jim pogled, človeka brez rok, brez nog, vozi avto, vozi dirkalen avto, potuje in plava, potaplja se. Mislim, tako si pa rečeš, če je tak človek, to zmore že ta osebna zgodba me nagovori, ampak mogoče pa res to, kar je v naslovu, da vsi drugi že obstajajo, bodi ti to, kar si, to mi je pa bilo eno ključno sporočilo. Mislim, se prav, da gledaš druge, da se učiš od ljudi, ampak na koncu pa pač bo to, kar si. Odlično izhodišče si dal, kot pravim. To je temelj tega podcasta. Nisva bila vnaprej dogovorjena. Imaš še kakšno knjigo ali greva naprej? Mogoče mi je pa čisto iz voditeljskega stališča, mi je pa zelo zanimiva knjiga, ki je imela vpliv v zadnjih letih, je pa, mogoče bom malo krivičen, pa ne bom probojal, ampak mislim, da je en kanadski podjetnik z naslovom knjige Vse ti je le zaupano. Se pravi, podjetnik, ki sledi materi Terezi. Mislim, tle mi pa všeč zelo ta koncept, ko se srečaš, pač stvarmi, ki jih imaš, stvarmi čisto poslovno, ki jih imaš za upravljati in zelo hitro padeš zelo noter, kakorkoli. Ampak se navežeš, ali kaj? Se navežeš, mogoče vzameš preveč za svoje, preveč osebno ali kakorkoli. Je pa ena ta logika, da nam je vse sam zaupano v upravljanje, nič ni naše, ali poslovno, ali tudi pač, kar imamo v življenju nasploh, nič kaj ni naše, ampak smo pa tukaj, da s tem upravljamo, to pa nam je zaupano. In ta koncept mi je tudi zelo všeč, mi je bilo tako, taka sprememba. Zdaj si pa še eno dobro odprl, sploh ne vem, kje naj začnem. Kot voditla, oba dva delava tudi kot voditla, veva razliko in imam najbrž celo približno poenoteno to razliko med vodenjem in upravljanjem. Se pravi, vodenje je to, da vodiš pač ljudi in da pelješ nekam v neko smer, ki se je prej artikulirala, pokazala. Vodil je Mojzes v obljubljeno deželo, upravljanje je pa bolj management, je pa bolj to, da ni hrane zmanjkalo. In zdaj, ko si rekel, vse ti je le zaupano, te kliče k upravljanju, sem tako pomislil, ne k vodenju. Se pravi, Bog je tisti, ki daje vizijo, ti sam upravljaj. Kako kot voditelj gledaš na to, vse ti je zaupano upravljanje? Salve ti upravljaš, ali ga vodiš, ali kako imaš s tem? En preplet tega je. Zanimivo, dobro si to izpostavil. Kot voditelj si želim biti voden voditelj. In voden voditelj pač od Boga in v tem smislu se mi zdi, da le upravljam, ampak se mi zdi kot zemeljski voditelj, ki sem tukaj, se mi pa zdi zelo pomembno razlikovati med upravljanjem pa vodenjem. Jaz vidim ključno razliko, to, kar si rekel. Upravljanje je nekaj, kar res samo te majhne stvari pomenedžiraš, pa samo, recimo, poverjaš, kdo bo kaj. Voditeljstvo pa vidim predvsem, tako mi je ena lepa prispodoba, je to, kar mi je nekdo rekel enkrat, da voditelj je človek, ki spleza na drevo, naravna kompas, gre dol, pove to ljudem, kam gremo naprej, ampak že v istem trenutku nazaj na drevo pleza. Se pravi, moraš vedno gledati malo dlje naprej, kot pa pač upravljanje se zdi danes tukaj, vodenje pa še s pogledom naprej. Čeprav ta metafora z drevesom je majčkan nevarna, ker si ti edini, ki pleza na drevo. Lahko ustvari se majčkan občutka posvečenosti, v smislu, on je edini, ki to vidi, vsi ostali pa ne. Res, da voditelj pogosto malo dlje naprej vidi. Se strinjam, pa tukaj mi takoj pride ena druga metafora na misel, in sicer angleško, it's lonely on the top, kar bi nekako po slovensko povedal, da si zelo sam na vrhu. Kot voditelj pa si obkrožen z ljudmi, pa si obkrožen z ekipo, kamar si kaj predebatiraš. Ampak na koncu, v enih ključnih stvarih, pa ti se moraš odločiti, ali pa če se že tudi odločiš širše z ekipo, eno odgovornost odločitve pa nosiš sama. Ja. In v tem kontekstu se mi zdi, pač je nekaj v tem, da voditelj mora tudi sam egoistično kakšno stvar splezati pa narediti. Medtem ko po drugi strani se zelo, zelo zavedam in vidim z dneva v dan, da pač brez ekipe voditelj ne more nič. Po svoje res je prav, da plezamo skupaj, ampak so pa
trenutki in so kar pogosti, ko pač se počutiš samega ravno zaradi osebne odgovornosti, ki jo sprejemaš, a ne? Ker kolektivna odgovornost ponavadi ne deluje. Ne? Kako si sploh postal voditelj? Kakšna je bila tvoja zgodba? Mene je pri tvoji zgodbi, to moram za gledalce, poslušalce povedati, se pravi, midva sva se spoznala v počitnicah v času covida, ko so bili ukrepi v enem kampu na Hrvaškem zelo omejevalni, ne? Bili smo v enem kampu, tvoja družina in moja družina, tvojo ženo sem že poznal, Tino Berčič, tebe pa še ne. In ravno spomnim se še zdaj živo, da ravno iz tistega kampa sem se enkrat tudi javil po Zoomu na študijski krožek, ko smo imeli študijski krožek Ustvari podcast, ko je nastajal ta podcast. No? Evo, takrat si bil ti, če se prav spomnim, inženir elektrotehnike, zaposlen v enem takem visoko, ali pa še kar visoko tehnološkem najbrž podjetju, Iskra, en del Iskra, ne? Iskra tel, ja. Ja, in nisi bil zelo nekje visok vodstveno, ne? In si že takrat majčken čutil klic, da bi morda menjal panogo. Ne? In zdaj si že kar nekaj let direktor knjižne založbe Salve, ki je nekako v lasti slovenskih salezijancev. Daj mi malo razloži to tranzicijo, vse te večplastnosti te tranzicije. Ja, po moje je fino, da greva še malo bolj nazaj. No. Se mi zdi, jaz sem že kot otrok sem bil tako zelo zaznamovan športom, z adrenalinskimi športi, bi rekel. Tako sem imel precej starejšo družbo ves čas in v tem, ne vem, od skejtanja do rolanja, do downhilla in vse te stvari. Ves čas sem bil tam in sem se nekako, mislim, da mogel dokazovati, da sem bil sploh lahko, zelo sem mogel iti preko sebe, da sem bil nekje, rekel, v uravnilovki s temi starejšimi prijatelji takrat, ne. In mi to dal, nekaj položilo me, če govorijo o gorečih grmih, sem se prav vprašal, kaj mi je ta družba dala, mi je dala v bistvu eno željo po drugačnosti. A veš, ne čist pač tisto, kar je pač mainstream, ampak pač je ta del družbe in ta del mojega otroštva je res zasadil v mene eno željo po biti malo drugačen, ne pač čist furati, tako kot vsi ostali, ampak dajmo biti mi malo drugačni. In to se mi zdi, da... Od koga? Kaj je bila referenčna skupina Telit? Da starejši ali sošolci? Sošolci drugi. Aha. Ja, drugi sošolci, pač ostala populacija, ne. Tako da ja, v okviru tega, to je taka stvar, ki vidim, da me je gnala, pa se v bistvu v tem kontekstu, ko so ti starejši malo odrastali, se pravi tam v osnovni šoli so šli oni v srednjo šolo in smo se mogoče malo manj začeli družiti, so pa prišli eni drugi mlajši in se močno spomnim enega trenutka, ko smo bili na kolesih in se peljemo in je pač en izmed te klape vprašal, kam pa gremo, ne? In jaz, sem rekel, povejte, kam pa gremo, ne? Pa on tako, ne vem, ti si naš vodja, ti nam povej, a ne? In mi je bilo takrat, wow, ne, to pa ne, to mi je bilo pa že kar malo tako da mi je bilo zanimivo, da v bistvu bi rekel, da jaz v sebi nisem čutil, da sem vodja, tudi danes pač vidim, da pač moram marsikaj se naučiti, pa pač se ves čas izpopolnjevati, da pač lahko nekaj vodim, ampak je bilo pa zanimivo, da je okolje to prepoznalo, no. Pa da sem si jaz to toliko zapomnil, to mi je zanimivo bilo že v tej situaciji. Pa ja, zgodba gre naprej, zakaj elektrotehnika, jaz sem že skozi in osnovno šolo in srednjo šolo, nekako nisem točen vedel, kam me kliče gospod, tudi kar dolga pot razločevanja je bila, me kliče v duhovništvo, tako da je bila ta socialna ali pa pedagoška nota. Si pa že z božjim klicem, tudi že v srednji šoli si o tem razmišljal? Tako, že prej tudi. Wow. Ja. Smo kar eno visoko stopnjo zavedanja tega. Ja, je bilo v bistvu ena taka kar dolga pot, jaz mislim, da kar enega 10-letnega razločevanja, kaj, kako, na kakšno, mislim, takrat mi je bilo res težko to, iskreno povem, tako sem zelo in danes bi rekel nazaj, sem se dosti ukvarjal in s tesnobo in s temi stvarmi, kar je taki težki občutki, ki ne peljejo v duhovništvo, ne, ampak me je bilo kar tako, kaj besede obstajajo, ne? Tako, kaj pa, če Bog želi od mene, da sem recimo duhovnik, ne? Ampak nekako sem se čutil, da to ne, ampak me je pa v bistvu skozi srednjo šolo, pa ko sem spoznal salezijance, me je pa v bistvu zelo navduševal lik odraslega moškega, ki je duhovnik, ampak jaz pa ne bil duhovnik. To je bilo nekaj, kar sem nekako ves čas želel združiti, pa sem v bistvu potem čist nekje na enem drugem koncu Slovenije enkrat v Kančovcih videl
enega očeta večjih otrok, kako je sedel pod drevesom, lepo naslonjen na drevo in bral Sveto pismo. In pa, ko sem ga videl, kako se z otroki ukvarja, pa to mi je bilo ono, da se, tako mislim, ta zgled, jaz do takrat nisem imel tega zgleda, kako to združiti. Združiti kaj? Biti v stiku z Bogom, pa biti v stiku z lastno ženo in otroki, ok? Evo, mogoče to, ja. Tako sem imel različne vzorce. Skoraj kot nezdružljivo, ne? Ja, ampak mislim, se pravi, skozi ves ta čas razočaranja, ko zdaj gledam nazaj, jaz sem ful hvaležen za vse to obdobje, ker se mi zdi, mi je toliko ogromno dal enih stvari, toliko ene poglobitve sem skozi to preseb odkril, pa hkrati sem bil mogoče tudi obvarovan kakšnih stvari, ker se bi mogoče drugače v kakšne druge stvari podal, pa sem se s tem ukvarjal. Ampak ja, pa je prišel ta moment, no, ko si pa že malo napeljal, elektrotehnika. Ne? Po srednji šoli, po gimnaziji želim se pa treba odločiti, kam iti. In jaz sem pač razmišljal mislim čisto od socialnega dela, socialne pedagogike do elektrotehnike, matematike, fizike. Zelo široko, pa v bistvu. Koliko let razločevanja si imel takrat že za sabo? To je bilo že kar, 6 plus let, ja. Pa še ni bilo rezultata. Rezultat še ni bil prav zožan. Tudi v teologiji sem razmišljal, če smo že pri tem. Ni bil še zožan rezultat. Ne, ni bilo še čist. Si imel le še 4 leta pred sabo, če sem prav razumel. No, tako da pol pa v bistvu, bom rekel, je en splet vsega, se mi zdi, je tudi en tak mini goreči grm, ki so ga mogoče prijatelji, ali pa tukaj vidim zgled brata tudi, moj brat je tudi elektrotehnik, ki so ga nekako zasadili v mene, pa hkrati je bilo to pol elektrotehnika, je bilo nekaj tazga, en sklop matematike, fizike, vsega tega, kar je bilo meni ful dober, pa sem rekel, ok, tudi to je perspektiven študij, pač hkrati sem pa že takrat slišal za kakšnega elektrotehnika, ki je naredil elektrofaks, potem pa delal čisto nekaj drugega v življenju. Tako da mi je bilo to, ampak kakorkoli, pa me življenje pelalo naprej v elektrotehniki, telekomunikacije. Se mi zdi, da dostkrat sem se na faksu ubadal s tem, kako se naučiti stvari, ki te totalno ne zanimajo, pa sem jih pač vsem dobro naredil, tako da sem ta del sebe spoznal, da sem zmožen narediti tudi stvari, ki me totalno, mislim, ki niso najlažje. Se moraš malo postaviti. Tako, pa si reči, tako je. No in tako sem v bistvu tudi potem pristal čisto v tehnološkem podjetju, kjer sem se dolga leta ukvarjal z modemi, se pravi s tem, kar verjetno ima večino poslušalcev doma, ki ima Wi-Fi, imajo produkte doma, katere sem jaz, tudi jaz bil del tega, kako zgleda, kako mora delovati, kakšne vhode mora imeti, itd. Tako da ogromno tega. Prisoten v vsakem domu. Lahko bi tako rekel. To je bila kar taka dolga zgodba moja, mislim, da cirka 10 let. Sem pa jaz ves ta čas čutil, da sicer zmorem to delati, pa se mi zdi, da dokaj dobro sem to upravljal, ampak ni pa to, kar bi mene izpolnjevalo. Tako da sem ves čas brcal tudi in iskal druge stvari, no, in mi je bilo zelo, že tekom zaposlitve, pač tukaj v tem tehnološkem podjetju, je bil en močen oddelek za inovacije in mene je to ful pritegnilo. Se pravi, tam imeli smo super, rekel, menedžerja za inovacije, pa hkrati tudi kadrovsko direktorico, ki je imela posluh za te stvari. In smo v okviru tega, kljub temu, da sem jaz v zelo tehnološkem podjetju, zelo delal na inovacijah tehnoloških, pa ne tehnoloških. In jaz sem bil, mene so zelo vlekle te netehnološke, se pravi, da smo socialne, da smo pač v tehnološko podjetje že takrat pripeljali, ne vem, mi smo to poimenovali wake up meetingi, se pravi, eno alternativo jutranji kavi, da smo pripeljali kakšnega predavatelja, tako malo po vzoru TED Talkov, da smo pripeljali kakšnega predavatelja, smo zaposlene povabili, naredili en kratek uvod, eno kavico in nekaj novega spoznala. Tako da se pač malo kar angažiral v gradnji organizacijske kulture. Tako. Zelo sem padel v te stvari in to mi je bilo ful dobro. In kaj ti je zazvenelo ob tem? To, da so se ljudje razvijali, ali to, da ste se povezali, ali kaj ti je bilo tisto, kar ti je dajalo ta občutek več? Definitivno to, da sem videl, da se ljudje razvijajo. Pa spet mogoče je stopal malo to biti drugačen, kar sem prej omenil, kaj je zasadilo ta šport v mene. Pripeljati nekaj drugačnega v čisti vsakdanjik tehničnega kadra. Ker jaz sem po drugi strani videl, ko sem pa spremljal svoje sodelavce, da oni so bili popoldne še, ko je bilo konec službe, so bili vsi na forumih, pa študirali to tehnologijo, pa ono tehnologijo, pa to.
tukaj sem pa jaz videl, da to pa mene ne zanima. Tukaj sem pa videl, nisem pa jaz to tok noter, da bi me potegnil, da bi to čutil kot eno poslanstvo. In pol si lahko v procentih od 10 do 20, ne moreš biti pa čisto vrhunski, ne? Tako, ja. In tudi pol počas vidiš, da se izpoješ in sem čutil, da je čas, da počas zaključim ta del. In potem sem jaz tako razmišljal in v tem času sva se tudi mi takrat srečala na morju in tako dalje in pol je pot peljala nekako naprej in ja, lahko omenim pa zdaj tukaj, da je pa en ključen goreči grm, je pa tudi ena epizoda gorečega grma ravno v tem obdobju, a ne? In to bila epizoda leta 2022, sem še prav pogledal, kdaj je bilo to nazaj. Mislim, da z Matejem Tomažinom. Govori o 5 nabojih, ki jih imaš v življenju. In mene je to takrat toliko nagovoril, sem rekel, toliko sem čutil, ta naboj sem izstrelil in je čas je za novega. In res tako mi je bilo uno, sem rekel, to je to, pač ta naboj mojega tehnološkega telekomunikacijskega delovanja je bil izstreljen in je sedaj daleč stran, zdaj pa čas za novega. Nisem pa še videl takrat točen, kaj bi bil ta nov. Veš, kaj s tabo se da tako malo bolj naravoslovno pogovarjati? Mogoče dojemamo, da poslanstvo mora biti nekaj zveznega. V smislu tega, da je pač ta prava pot v narekovajih, ne? Čeprav je to zelo, zelo dober Mitja Markovič, duhovnik, ovrgu v tem podcastu, no, zelo zanimivo, no, v smislu, da ko skreneš s poti, to sploh ni nobena tragedija, toliko zelo, ker imaš spet nazaj, ne, zemljevid je dvodimenzionalen, imaš spet nazaj poti, te Bog spet kliče nazaj, ne, pač po drugi poti, ja, ne. Koncept 5 nabojev, se še spomnim tudi jaz te metafore od Mateja Tomažina. Koncept 5 nabojev je pa nezvezen, ne? Je pa v bistvu, greš nekaj dela čist drugega. In ta čist drugega je lahko mogoče za naju, ki vse nekaj dava na božji klic, a sem res doslej vse zafrknil, a sem čist falil, ali zakaj zdaj nekaj čist drugega, ne? Kaj mi sploh daje legitimnost, da grem delati nekaj čist drugega? Se mi zdi, da smo bili navajeni v dobi naših staršev ali pa v enem slovenskem razmišljanju, da pač nekaj doštudiraš in to greš v eno službo in delaš do penzije in to je to. In delaš nekaj, za kar si izobražen in to je to. Ampak meni se zdi, pa tudi mene poganja v življenju to, da se pa ves čas učiš nekaj novega. A veš, nekaj novega, ali poglabljaš nekaj, ali pač in mi je ta koncept, ki mogoče... Čeprav nisi bil na forumih tehnoloških. Čeprav nisem bil na forumih, ampak me je pa vlekel nekaj drugega. Pa druga področja. Tako, ne. Ravno pred dnevi sem se srečal z enim kolegom, ki živi v Avstraliji in mi razlagal njihovo filozofijo, kako hitro menjajo službe, tako na 3 do 5 let. Ne. In je rekel, ker greš še kaj drugega v življenju probati, ne samo pač eno stvar. Ne. In ta koncept je meni... Da imaš še več nabojev, kapet. Jih imajo očitno še malo več, ampak... So manj močnih. Ja, pa recimo, zelo se to pač pol poveže z mojim tem odločanjem, kaj študirati. Jaz sem res težave v tem takrat, kaj se odločiti, ker sem tak širok nabor, kaj pa ne zdaj jaz iz vsega tega izberem. In meni je pol pomagal takrat en dober prijatelj iz Nizozemske, ki smo o teh stvarih dosti debatirala in mi je rekel, veš, Gašper, en nizozemski pregovor pravi, pa ne vem, če ga bom zdaj čisto točen povedal, ampak pravi v tem smislu, da... Zdaj ga v nizozemščini, pa nam ben točen. Nekako govori v smislu, da najsrečnejši ljudje še danes ne vejo točen, zakaj so tukaj, pa so stari 80. Wow. In mi je dal ful misel, tako pač, da... Sej, jaz neč ne govorim proti tem, pa hvala Bogu, da eni ljudje že od majhnega vejo, kaj bi v življenju bili, pa kaj je njihovo poslanstvo, ampak pač sem pa ugotovil skozi čas, da to ni moja pot. Se mi zdi, da mogoče naš šolski sistem je preveč naravnan na to, da eno in edino pot bomo izbrali in to je to in to bomo cel... Pač jaz se nisem najdel v tem. In jaz sem pač ves čas iskal to drugačnost in zato mi ta koncept 5 nabojev mi je bilo tako, wow, ja, to je to, ne. Se pravi, da so bolj srečni tisti ljudje, ki niso razpucali vsega točno, zakaj so tukaj, ali so bolj srečni tisti ljudje, ki so ponižni, ne, pred svojim poslanstvom, morda ne, klicem. Mislim, težko bi si zdaj upal reči, kdo je bolj srečen, ker nisem probal druge strani, a ne, ampak meni se zdi, jaz sem najdel zadoščenje, pa eno srečo v tem, da lahko ves čas iščem. In se mi zdi, da bi se v tem kontekstu najlažje opisal kot stalnega iskalca Božje volje. In prinašalca nečesa drugačnega, ne?
Ja. Zato ti je tudi Salve verjetno, zdaj se malo spomnim, ker mi smo se tudi pogovarjali že o tem, se šele zdaj za nazaj malo spomnim, ker smo se v tvojem poslanstvu pogovarjali, pa to je bil po mojem podoben stavek, ne prenašati to drugačnost, nekaj tasga je bilo po mojem. A Salve gledaš tudi skozi ta očala, ne? Se pravi založbo Salve gledaš skozi v slovenski knjižni prostor prenašati nekaj drugačnega. Ja, eno je moja osebna pot na Salve, ki ga čutim kot nov naboj, izstreljen, še so v konceptu 5 nabojev. Ne vem, če je to zdaj drugi ali tretji ali kakorkoli, ampak pač kot nov naboj. Ja. Zdaj, Salve pa vidim dost širše kot pa samo ena drugačnost v knjižni obliki. Meni se zdi, da Salve že po samem osnovnem poslanstvu, ki je Salve, pomeni Salezijanci za vzgojo in evangelizacijo, je zelo jasno determinirano, da tukaj gre za salezijansko podaljšek Salezijancev v Sloveniji. In se mi zdi, da Salezijanci imajo eno tako svoje poslanstvo, eno drugačnost, ki jo prenašajo v cerkev, da je že v samem bistvu pač ena ta drugačnost. In Salve bi jaz rekel, da je mnogo več kot pa samo ena knjižna založba. Seveda v prvi vrsti je založba, je pa potem še tiskarna, je potem še v bistvu cel koncept knjigvarne, se pravi knjigarne plus kavarne in prostor srečevanja, ki ga nekako se trudimo gojiti pa ustvarjati. In vse to skupaj se mi zdi, da ne prinaša zdaj nekaj drastično novega, prinaša pa pač eno drugačnost v slovenski prostor. Pa najbrž tudi ne misliš čisto samo Salezijance, ne, ampak celo Don Boscovo karizmo, ne, ki je tudi po mojem v današnjem času, Don Bosco je delal pred 200 leti 200, malo manj, 150 leti z mladimi zapuščenimi sirotami v času prve industrijske revolucije, danes je res z umetno inteligenco in telefoni četrta industrijska revolucija zelo močno pokazala svoje mišice, mladi so tudi zelo, veliko mladih je zapuščenih samih, jih ne prihaja do teh medgeneracijskih povezav, zelo malo je vertikalne komunikacije, tudi horizontalne med njimi je zelo malo, tako da z tega vidika je to res, se mi zdi eno tako plemenito poslanstvo. Ja, definitivno bi tukaj omenil pač Don Bosca, oziroma bom rekel tako, gimnazijo Želimlje, pa spoznanje Don Bosca, spoznanje Salezijancev, ki pač živijo Don Boscove karizme, kot enega tako zelo, zelo močnih gorečih grmov v mojem življenju. Pa mogoče stvar, ki se jo niti nisem zavedal dolg časa, ampak je pol ravno nekako izstrelitvi tega drugega naboja pa zelo prišla v ospredje. A ja, ni prej. Tako, nisi čutil nikoli, da bi tudi z mladimi, da čutiš to malo kot poklic? Tudi že, sam tako, jaz mogoče to sem vedno jemal kot zelo prostovoljno dejavnost, pa sem bil celo neki, animator sem bil na oratoriju, pa sem bil celo voditelj oratorija nekaj časa malega. Sem bil ves ta čas nekaj vpet v razne stvari, ampak ni imel nikoli statusa nadomeščanja glavnega poklica, ne? Mogoče niti nisem znal tega nekako skupaj dati. V smislu tako, ali si Salezijanc ali pa nisi nič, ne? Tako, ja, jaz sem v bistvu skozi to, kar sem jaz recimo kot najstnik živel, pa vse to, meni je bil idealen poklic za moškega biti vzgojitelj v dijaškem domu. To mi je bilo wow, sem rekel, sam pač, ne gre mi pa to skupaj s tem, kar si jaz želim živeti, z družino pa z otroki, pa vse te stvari, pa želel sem si več kot to. Ne da bi rekel, da je zdaj to, meni se zdi noro pomemben poklic, pa zelo, zelo sem ga odblizu spoznal, bolj sem inovator, pa me vsem tudi ta del tehnike, del vsega tega me zelo privlači in ga imam v bistvu nekje vseb noter, tako da, ko je pa nekako prišlo povabilo iz strani Salezijancev, da pač iščejo nekoga, ki bi kot laik prevzel založbo. Si prav povabilo, da bo vse to, bi se rad poglobil v ta tvoj goreči grm, to je bil nek klic v obliki prav povabila. Ja, mislim, v obliki povabila oziroma v obliki razmišljanja na glas v enem krogu, da pač se o tem razmišlja. In mi je bilo na prvo žogo, mi je bilo zanimivo, po eni strani stvar, ki sem rekel, wow, to pa jaz bi, po drugi strani se daljš od tega, da bi se počutil kompetentnega to prevzeti. Ker vsem, tako kot si rekel, sem bil jaz v večjih, tako bom rekel, vodstvenih funkcijah, ampak mini, ne vodja produkta, vodja mini ekipe ali kakorkoli levo desno. Vsem je pa to en tak korak, ki pa
Ja, ker se pa nisem na prvo žogo počutil kompetentnega. Ampak en močen klic sem pa čutil, da si pa želim v to zagrist. Je pa meni se zdi zelo malo verjetno, da bi se človek iz tvoje pozicije čutil za to kompetentnega. Imaš in zelo drugačno organizacijsko kulturo, imaš zelo drugačno panogo, čist drugačno panogo, vodstvena funkcija je, drug tip lastnika je, ne? Tam ste imeli najbrž lastnike bolj korporativne, tukaj je pač neka cerkvena struktura, ne? Red. Tako se mi zdi, res vse gre lahko v narekovajih drugače, kar je možno. Ne? Ja, je precej drugače. Ja, mislim, ampak hkrati se mi pa zdi, da ravno ta moja ozadja, pa ta moj background, čistega drugačnega pogleda, sem pa tudi spet videl, da je lahko tudi kot prednost, ko pridemo nekaj tazga. Ne? Kako si pa čutil pol to kompetenco, kako se je ta kompetenca, kaj ti je dal gotovost, da si pol rekel vseeno, ne, nam mogoče še nisi vedel, da boš izbran, ne, ampak... Tako, ja, se pa je bil še ta postopek, ne. Kaj ti je dalo pol tisto gotovost, molitev, pa pogovor z Bogom, ali si dejansko tudi malo matematično zračunal, jaz se tole se pa dal? Mislim, ena kombinacija je bila tega. No. Predvsem to, kar sem prej govoril, da sem čutil, da se je prvi naboj izpel in da si želim nekaj novega. A je bil bolj push, kako se reče, push kot pull faktor, ne? Da si mečkaj nisi več počutil resničenega tudi, ne? Da si mogel na nek način. V nekaj bi gotovo menil. V nekaj bi gotovo menil, slej ko prej, ampak tukaj se mi pa zdelo še tako, da lahko, ravno to, kar sem prej res rekel, da ko sem videl sodelavce pač še popoldne na forumih in ne vem, živeti za tehnologijo in vsaka nova različica Wi-Fi-ja, ki je prišla, so vse vedeli gor dol, meni pač to ni bilo nekaj v eno osebno zadovoljstvo. Tukaj sem pa začutil nekaj, kar bi bilo pa več. Sem rekel, tle pa se jaz vidim, da bi se osebnostno bolj izpolnil in lahko rečem danes, da je mogoče prišlo iz službe v poslanstvo. Tako bi lahko v besedo. No? A pa je zdaj to? Osebnostna izpolnitev, namreč malo avtobiografsko sprašujem. Ne? Jaz sem tudi, rad sem po 10 ur na dan se ukvarjal z programiranjem, ampak nisem čutil osebnostne izpolnitve. Ne? In potem, ko sem šel v to, kar zdaj počnem, rečva delo z mladimi, gradnje skupnosti in razvoj ljudi, je zdaj tudi velikrat delo z računalnikom, velikrat je nesmiselno delo, sam tisti, zakaj je boljši. Prav, da bi pa bolj užival ob delu, pa ni, ne? Sam zakaj je boljši. Ne? Ja, jaz bi tudi rekel, da bi rekel, da mi je zdaj čist enostavno delati, je mnogokrat veliko težje, kaj je bilo pa prej. Ano, da, ja. Ja, sigurno, to si doskrat rečem, toliko sem si želel... Tam je bilo tega treba. Toliko sem si želel delati z ljudmi, pa ne vem, vse te zadeve, včasih se rečem, koliko je bilo veliko bolj enostavno prej, ampak en ta mir v sebi, da se pa počutim, da sem na pravem mestu, je pa toliko močnejši, no, to je. Da mi je v bistvu tako, meni je bilo tako, kot sem prej rekel, sem poznal te stvari, dela z mladimi, z ljudmi, kakorkoli, vse nekako na prostovoljni bazi, se mi zdi, da sem zdaj nekaj, kar je del mene, zdaj lahko profesionalno počnem. Daleč od tega, da je lahko, pa da je to čist, pa to z levo roko, ampak je pa veliko bolj se čutim jaz o tem. No. Se mi zdi, da veliko bolj lahko izpolnim sebe in tudi veliko več svojega potenciala dam v to, kot pa recimo v prejšnji službi. Jaz tudi tako si predstavljam, saj pri meni je bilo tako, kot da so vsi ti stresni dejavniki, ki jih je več, na drugi stopni. Tisti notranji mir je pa na prvi stopni, je pa tak primaran. Ja. In pol tisti notranji mir, kljub temu, da mogoče zgleda, da se bolj uničuješ, kot si se prej, ne? Tisti notranji mir pokrije vse une stresne dejavnike, čeprav mogoče ceno lahko, da kdaj plačuješ tudi višjo. Ja, ne vem, tako približno. Ja. Mislim, spet mi je na misel hod po glavi, ko razmišljam, ko je rekel papež Benedikt, da nismo ustvarjeni za udobje, ampak no, pa ne vem zdaj, ampak nekaj... Vse matematičke na salve nebesa niso zelenuhe. No, recimo, ali pa čist ta koncept, ne, se mi zdi, ko nekaj najdeš, to je Don Bosco rekel, ne? Ja, to je Don Bosco rekel, nebesa niso zelenuhe. Je tak malo provokativen, ampak zbrca. Ko nekaj najdeš, da kljub temu, da je težko, kljub temu, da včasih ne veš, kako bi levo desno, ampak ti da pa en notranji mir, pa zadoščenje, pa to je veliko drugače, ko pa v unim, ko sem jaz bil v tehniki, sem ves čas razmišljal, a je to zame, ok, sej zmorem, pa pač naredim po najboljših močeh, pa oddelam, pa tako čist korektno, levo desno. Tukaj se pa nikoli tega ne vprašam skoraj. In je toliko bolj močno, toliko bolj vidim, da lahko jaz
širši del sebe dam v to, da pač je na drugi strani to, da moram sebe dostikrat zabremzati v vsem tem, pa reči, ok, so še druge vloge, ki jih imaš v življenju, ne samo to. Ne. Je pa v bistvu, meni je res tako, skozi to pot, ki sem ti razlagal, da sem se, koliko sem se iskal, ne, bi lahko rekel, da sem končno se najdu. Lahko da bo spet zbledel kdaj, ne? Ampak mislim, si predstavljam in si dovolim, sigurno. Mislim, si ne čutim, da je to zadnji naboj, upam, da nima gospod takih planov z mano. Ampak ja, trenutno ne vem, kjer bo naslednji, a ne? Ampak čeprav jaz sem te tako doživel zdaj, kar si govoril, ne, da ko si se, pač nisva nič o tem govorila, ampak tako interpolacijo delam, ko si se zaposlil v elektrotehniki, v komunikacijah, si imel že kar neki negotovosti in si ves čas še neki zraven iskal. Ko si se pa tlele zaposlil, je bilo pa teh negotovosti manj in nisi zraven kaj dosti iskal, ne? Ja. Je vse ena višja, ne? Tako, stopnja tega, ne? Zdaj pa seveda ena od glavnih stvari, ki se mi zdi zanimiva med nama, ta transformacija iz proizvajalca oziroma razvojnika tam v voditelja. Mnogi poslušalci smo postavljeni v voditeljske vloge, pa se običajno ne čutimo dovolj kompetentne in potem pač še malo Bog pristal zraven in ker smo se že veliko pogovarjali o tem, vem, da se tudi ti pogosto ne čutiš kompetentnega, ampak čutiš, da pač te tudi nosi. Hkrati mi je pa pri tebi všeč to, da veliko vložiš v gradnjo svojih voditeljskih kompetenc. In rad bi te res povprašal o tej transformaciji, ki je očitno večplastna. Malo več molaš, malo več se izobražuješ, malo več se pustiš mentorirati, pa koliko časa to zdaj traja, zares, koliko časa si že zdaj v tej voditeljski vlogi, kaj si naredil na začetku, kaj potem. Res me zanima, ker se mi zdi, da si kar dosti načrtno pristopil v gradnji svoje voditeljske kompetence. Široko vprašanje. Jaz sem po mojem minuto dve porabil, ampak... Ne vem, kje ne začnem, ampak ja... Biti voden ali pa biti voditelj, da je res velika razlika, ampak spet pa ne toliko. Se mi zdi, da smo ves čas, tudi ko sem bil recimo službeno voden, si ves čas pa mogoče v drugih vlogah pa voditelj. Tako da si v eni vlogi, pač ne vem, te nekdo vodi, v drugi moraš ti voditi in tako dalje. Zdaj je bilo to profesor. Če ne drugega, kot oče, če na koncu ne drugega, pač vodja samega sebe. Ne? Ja, se te dve vlogi ves čas prepletata, no pa sta bila mogoče ta voditeljska vloga pri meni je bila dosti bolj na eni neprofesionalni ravni. Ogromno sem pa že na tem delal prej. Kljub temu, da nisem specifično imel tazga naziva mogoče, smo se pa skozi te inovacije in vse zadeve. Wake up meeting, si rekel. Tako in tudi tehnološke inovacije, recimo, smo se ukvarjali že prej z business canvas modelom, pa SWOT analizo, pa vsemi temi stvarmi. Aha, tudi orodja za vodenje si že poznal. Ja, tega smo pač tudi že v okviru pač prej te tehnološke službe, mu rekel, sem bil tudi že v bistvu na izobraževanju za vodenje in tako dalje in tudi sem bil izbran, da sem šel lahko na MČM-ov program mladih potencialnih vodij, tako da sem v bistvu že v okviru tega, sem bil v bistvu že v tisti službi prepoznan. Tako, že takrat sem bil prepoznan, da imam nekaj tega v sebi in da pač... Začel si tako v osnovni šoli, si rekel, da so te prijatelji prepoznali, ne? Recimo, ja. Mogoče je bilo res to, da so me večkrat drugi kot pa sam sebi, ne? Ker se zdi mogoče čisto normalno, pa zdravo, ja, pač nimam nekaj tako. Ja, evo, zdravo, se mi zdi najbolj ta zadeva. Ja, pol pa, ko sem bil pa enkrat postavljen pred izziv, da pa imam možnost stopiti v malo večje čevlje vodje, tudi formalno s takim nazivom, pa v bistvu odgovornost za pač veliko večjo zadevo, kot pa tam eno ekipo ali pa en produkt, ki pač tudi, če grem produkt nekaj malega narobe, pač je manjša odgovornost. V prvi vrsti so mi zelo prav prišle vse te izkušnje, kar sem jih imel za nazaj. Zdaj govoriš to še znotraj tehnološke službe, ali znotraj Salve? Govorim prehod. Aha, okay. Prehod. Ja. Že ko sem mogel jaz v bistvu pripravljati vizijo, ko sem se pripravljal na razgovor za Salve, sem mogel pripraviti eno vizijo, kako je zadev, sem se jih čist metodološko lotil po SWOT analizi, po tem, kako bi... Si že imel ta orodja? Tako, sem imel že ta orodja in sem pač... In mi to ful pomagalo, tako bom rekel. Tako da, to je bila ena stvar, ker sem toliko opremljen, da si upam skočiti na to barko, kaj bo tam
mi je bilo pa sigurno velika neznanka. Ne. Po drugi strani pa eno veliko... Nisi še bil na njej, ne? Ja, ampak... Veš, da malo ladje znaš voziti, sam to tele konkretno še nisi bil gor, ne? Tako, ja. Tako da imaš občutek, sej vem, kje je volan približen prijet, a ne, pa je... Pričakujem ga tamle. Tako, a ne, ampak vsem pa nisi take barke pelo še. Ja. Ampak mi je pa ogromno pomagal in pomenil tukaj predvsem ta podpora pa zaupanje Salezijancev. Se mi zdi, če ne je bilo tega, mislim, in gled tudi njihove poti, kako so oni prišli s časoma do tega, pač da bi to laik vodil, ne? Da bi laik vodil, to je do zdaj vedno duhovnik vodil in so dobro vodili duhovniki, a ne? Ampak pač glede na situacijo z duhovniki in vse te stvari, mi v prvi vrsti samo spoštovanje. Prosim? Je to nekaj prvega, kar dodaš, ne? Tako, a ne? Mislim pa eno veliko spoštovanje do tega, da so prišli do tega, da bi to predali naprej, a ne? Ker vsem, nekaj takega spustiti kar enemu laiku, je bilo vsem pri njih kar nekaj dvomov, pri meni kar nekaj dvomov, a ne? Ampak hkrati sem pa čutil eno močno zaupanje v to, da se to zgodi, tudi z njihove strani in eno močno podporo. Tudi v tem konceptu... Tudi oni prej premolili pa pretehtali, ne? Mislim, da ja. In tudi v tem konceptu, salezijanska karizma je podpora mladim. Ne? In tukaj tudi je bilo, v bistvu sem jaz čutil eno močno podporo, da tudi kot mlad vstopamo v nekaj tazga in imam eno podporo, eno zaupanje, da mi dajo tako odgovornost. Ne? In z vsem tem sem se čutil, da zmorem to prevzeti. No? Tako da ali pa je bilo to tudi sad molitve in vsega, da hvala Bogu, da je bilo to tudi malo naivnosti, da startaš, ker če bi vse stvari poznal itak, ne, to je vedno za nazaj, ko gledaš vprašanje, bi se bilo veliko težje mogoče odločiti, ne, ampak sem vesel, da sem bil takrat tudi izbran, in da smo štartali. Všeč mi je pri tebi to, da se zavedaš neke potrebe po skrbi za to, da kot vodja nisi zanemarjen. Ne, in ti si bil pol na voditeljski akademiji, pa mentorstvo, pa te različne oblike podpore. No, pa mi smo imeli to skupino, ko smo se pripravljali na vodenje 9-7, ne, to je naše to izobraževanje za voditelje v cerkvi. Ali spet bi rekel, da je to mogoče čisto prenesena stvar iz druge sfere v mojem življenju. Ne, se mi zdi, da... Ker na Salve niso bili tega navajeni dotlej najbrž. Bi rekel, da ne, ja. Ampak recimo jaz čisto iz druge sfere mojega življenja, se pravi iz zakonskega življenja, vem, koliko pomeni ena zakonska skupina, pa koliko pomeni delo na odnosu, stalna brca ali pa stalna spodbuda k temu, da se treba potruditi za to, da nekaj uspeva. Ni zagotovilo, da uspe, ampak da uspeva, se mi zdi pa ta stalna stvar pomembna. Sem se zelo podobno počutil tudi v tej funkciji, da rabim podporo, rabim prostor, kjer lahko povem, kaj me teži, rabim prostor, kjer mi nekaj, da se čisto teoretično izobražuješ, kako stvari pelati in razni, modeli, metodologije, levo, desno. To je ena stvar, ampak se mi zdi še veliko bolj pomembna je pa ta podpora, da vidiš druge voditelje, ki jih mogoče zelo ceniš, ali pa so ti zgled, in da vidiš njihove padce, vidiš njihove ranljivosti, in skozi to vidiš, da ni tako kot v zakonu, da vidiš... To je čisto ista dinamika, kot v zakonski skupini. Tako. Da nisva mi dva edina, ki imamo take probleme, ampak jih imajo. In se mi zdi taka stvar, te po eni strani si vidiš, nisem edini s to težavo in te ful opolnomoči, da pa hkrati še dobiš kakšne ideje, kako je kdo rešil stvar, itak pa je peleš na svojo barko, svojo pot, ampak greš pa veliko bolj z eno mirnostjo pa samozavestjo. No? Ja. Tako to mi je bilo že od začetka eno tako vodilo, pa predvsem v tem smislu, ker si želim biti dober vodja, vem pa, da se nisem rodil kot najboljši vodja in se mi zdi, da je edino, kar je prav in se mi zdi edino prav, da naredim, je, da se ves čas izpopolnjujemo tem. In nekako res prepoznavam v tem, kar si govoril, ne? Zakonsko skupina je večini poslušalcev po moje poznana kot koncept, ne, moška/ženska skupina, Exodus, Fiat in podobno, je tudi v zadnjih, 7 letih približno, ali pa še malo več, 10 let, en tak poznan koncept, ne, v Sloveniji, kjer v tej vlogi rasteš, pojamraš, vidiš probleme drugih, se odpre nek nov jezik, ne, in na podoben način voditeljska skupina, ne. Tukaj smo pa v bistvu dobro, ti si bil prej na izobraževanjih, pa mentorstvo si imel, ampak smo pa tudi poskusili tako skupino imeti 2 let nazaj, ne? Se pravi, mislim, da je leto, če je zdaj končano 25-26, 23-24. Smo imeli 1 let tako voditeljsko skupino, da smo se enkrat na mesec
srečali in voditelji so bili kar ne. Meni je bilo v čast, ker sem jaz to skupino sklical, da ste se res taki voditelji zbrali, ne. Od enega škofovega vikarja, pa kar neki voditelj raznih gibanj, krščanskih neprofitnih organizacij, ti kot voditelj krščanskega podjetja, ne. Kako gledaš na tako skupino, na take skupine? Meni se zdi, da ko si ti takrat omenjal to, da imaš tako idejo, a ne, pa da če bi bil pripravljen sodelovati, meni sprve, ja, to je to. To si jaz želim, to je nekaj, kar se mi zdi, da zelo rabimo, ker se mi zdi, da je voditeljstvo je zelo pomembno pri voditeljstvu povezovanje. A veš, povezovanje in deljenje izkušenj, tako da sploh pa recimo, ker vodim podjetje v krščanskih krogih, s takimi ljudmi, ki so na podobnih pozicijah, ki imajo podobna poslanstva, se mi pa zdelo, to je ena taka res krčešenca na torti. No. In sem tudi tako jo doživel, se mi zdi, da so bila zelo bogata srečanja, že takrat v tej pripravljalni dobi, bogata, včasih zelo ranljiva, kar je pa meni dal največ pa to, da sem znova in znova, ko sem prišel iz tega srečanja, sem naslednji dan to lahko uporabil v službi. A veš, določeno, tehniko, določeno novo idejo, si imamo tako težavo, evo, se jo meluni tudi, lahko probam tako. In so se dostikrat izkazale stvari pač ene za dobro, druge pač, da niso mogoče za nas, ampak ves čas, mogoče smo spet tukaj pri teh, kar mi že ves čas, ena moja taka stvar so inovacije, ves čas nekaj novega probati, kako rešiti situacijo. Ne, 5krat poskušati enako, pa pričakovati boljšega rezultata. Tako, to je že Einstein rekel, da kako že samo norec naredi enak eksperiment, pa poskuša, pa pričakuje drugačen rezultat. Make sense, rad bi pa še vseeno naredil s tabo refleksijo, to sva se prej hecala, ker smo zdaj zaključili s tem usposabljanjem vodenja 9-7, to celoletno naše usposabljanje. Me je presenetilo in v čast mi je bilo, ko si se tudi ti na začetku tega usposabljanja lani jeseni prijavil, si rekel, veš kaj, razmišljam, da bi enega poslal, ampak bom pa kar jaz prišel se malo usposobiti za vodenje. Ne. Kako vidiš teh 5 vikendov, pa te 5 sobote, 24-urni odklopi, pa vmesna srečanja malih skupin, pa večerna predavanja, kako vidiš ta paket, kaj ti je tebi prinesel kot majčken specifični vlogi vodje podjetja krščanskega, ostali udeleženci so bili pa večinoma vodje v redovih, v skupinah, v gibanjih, v župnijah. Kako opažaš učinke tega programa, katerega v bistvu si na nek način tudi, ti si zdaj res dober, ker si ga snoval, pomagal snovati majčken z inputi svojimi in zdaj si cel ga izkusil. Ja, mi je zelo bogata stvar v 2 ravneh. Ena je definitivno to, kar si rekel, so drugi voditelji in ker so to voditelji redovnih skupnosti, razni voditelji znotraj cerkve, se mi zdi, da mi je dal še en večji ali pa boljši vpogled v delovanje slovenske cerkve, da mogoče določene stvari še malo drugače razumem. Pa ti tudi kar rabaš, ne, v bistvu tako, svoje delo. Ne? Tako. To mi je mogoče še bolj ključen vidik, kot pa ta drugi. Drugi je pač, vsa ta izobraževanja, ki jih daš čez, to je tako, ko greš na ene duhovne vaje, pa si super navdušen, ko greš, smo šli na Uskovnico in smo tam doživeli wow, super, aleluja, ampak ko prideš nazaj ti v realni svet, je pa če odneseš od tega 5-10%, da udejaniš to v svojem vsakdaniku, je že ogromno. Je veliko, Ja, in jaz sem videl, kljub temu, da sem pomagal v bistvu v začetku snovati stvari, pol sem jih, se pravi, do to čez 2 leti, sem jih določene stvari čisto v drugačni luči spet videl. Pa me je mogoče nekaj drugega nagovorila. Eno to stalno izpopolnjevanje je zelo dobrodošlo, se pravi, da se res, da znova in znova kakšne stvari slišiš, pa ti enkrat ene ostanejo, drugič druge. Drugo pa to, kar sem rekel, pač razumevanje in povezovanje znotraj cerkve se mi zdi ključno. Tudi ta del, ki sem že prej omenil, tudi ni edina vloga moja biti voditelj. Je še vloga zraven, pač sem mož, sem oče, še mnogo drugih vlog peljem v življenju, in se mi zdi, da je tudi skozi to
Tam se večinoma borijo s tem, ne? Bila sta 2 duhovnika in 13 laikov, ne? Ja. In večinoma laiki imajo lastne otroke in vsi se borijo s tem, kako več dati za cerkev in več dati za svojo družino. Tako, ja. A veš, ker se mi zdi delati v cerkvi za kristjana, ne, je v bistvu, jaz lahko rečem, da sem profesionalno pot najdel znotraj cerkve, sem zelo hvaležen in se mi zdi ful lepo. Je ogromno mitov, ki vidiš, da jih moraš znova in znova razbijati, a ne. Po drugi strani si pa želiš dati več kot pa čisto v eni običajni službi, a ne. Ja, ampak na drugi strani imaš družino, imaš otroke, imaš ženo, imaš stvari in je zelo pomembno, kako to balansirati, kako to peljati, a ne. Nisi čisto tako rekel, ampak me je zelo nagovoril, bom s svojimi besedami povedal, da si dobil na tem usposabljanju vodenja 9-7 kot nek 360-stopinski pogled v delovanje slovenske cerkve, ne, gor, dol, levo, desno, ne, na iste ravni voditeljev, navzdol, na skupine, navzgor, tudi kakšnega škofa smo imeli priložnost zelo osebno izprašati, ne. Katere so zdaj tiste rane, ni jih treba glih 5 povedati, ki si spoznal, da z vidika vodenja v cerkvi na Slovenskem najbolj cerkev krvavi? A je to samozavest slaba od ljudi, da smo premalo potopljeni v to božjo milost, ali da smo štorasti v teh odnosih, ali imamo z denarjem problem v smislu, da je denar kar pogosto tabu? Kaj si opazil, kje so tiste te glavne rane? Mogoče ena taka, ja, ne vem, če bom zdaj 5 naštet, ampak mogoče vsaj kakšno. No? Ena taka je... 5 je bilo nabojev, lahko je ran manj. Ena taka se mi zdi neusposobljenost za vodenje. Prav kompetence. Mislim, da smo to zelo zaznali tekom programa, da je mnogokrat so ljudje postavljeni, pa nobenim ni nič povedal. Tako. To se mi zdi ena taka, kar je ena velika rana, da mogoče včasih mislimo, ja, ok, jaz sem zdaj, kle so me dali, zdaj nekaj moram narediti. Ne? Pa pač ne. Itak me noben od zgori nahakla, kaj bom, ne? Tako da to je, zaradi tega se mi zdi zelo bogato tudi to, da se pač, da vsi ti pridejo na tako izobraževanje in se tudi pač čisto teoretično in praktično izpopolnijo tlele. A veš, da si po moje eden redkih, ki bi to reševal na ravni kompetenc v zelo veliki meri. A veš, velikrat se vodenja ne premalo molaš, ne. A veš, kaj mislim, premalo si v zaupanju, premalo si potopljen, ki bi imel to, bi šlo, ne. Ja, meni se zdi, da je sigurno to prva stvar, da si potopljen, pa da si v močni povezanosti z Bogom, da si voden voditelj, a ne. Ampak pol je pa čist na človeški ravni, je pa zelo pomembno, kakšno orodje ti v roke primaš, da znaš žebu zabiti, a ne. Lahko pač ti z roko tolčeš po žeblju, pa govoriš, Bog pomagaj mi, ampak mislim, če imaš pa klado, je pa veliko lažje, no. Tako je zgledan stvar, no, da če si opremljen z orodji, da je mnogo lažje pač to, kar nekako začutiš, da je tvoje poslanstvo skozi božje oči speljati, zato se mi pomembno zdi, da pač poznaš in imaš orodja. Bi bil lahko pol na nek način najin nagovor po svoje, ljudje, za vodenje v cerkvi najpomembnejša je molitev, ampak premislite, ali vam kljub temu, da je molitev najpomembnejša, vsem bolj manjka orodij. Dobro. A veš, ne, recimo primer ti dam, molitve rabaš 10, ampak jo imaš že 7. Orodij rabaš pa 5, ampak jo imaš pa 1. Ja, pa veš kaj, molitev smo se učili, pa se učimo od majhnega pa skozi, ne. Res ne bi rad, da zveni, da molitev ni potrebna. Se mi zdi ključna in jaz skozi svojo voditeljsko pot vidim, koliko pa vse odgovornosti, ki jo prevzameš s tem, ker to je mogoče ena ključna stvar, tudi, ki si prej rekel, kaj biti voden ali pa voditi, a ne, se mi zdi ta velika odgovornost, ki jo prej, kakorkoli se probaš v vlogo voditelja postaviti, jo ne moreš začutiti odgovornosti. Nisi še stopil na barko, ne? Tako, ko pa enkrat... Dobra metafora. Ja. Ko pa enkrat stojiš na barki, pa moraš zavijati, a ne, pa začutiš vso to odgovornost, ne vem, tudi finančno odgovornost, tudi pač to eno zavedanje, ki ga doživiš, kaj vse treba narediti, da samo za eno osnovno izplačilo plače, recimo, a ne, ko vso to odgovornost začutiš, se mi zdi, je zelo pomembna molitev. Ti imaš to še bolj, ne, ampak spet je ena od mojih tistih bila, ne, ali je denar tabu, ne, ker velikokrat se tudi, ko ti v župniji prevzameš neko skupino, o denarju ne pogovarjamo, ne. Ja, definitivno. Pa o mandatih. Mandati so pa tudi ena taka boleča točka. V cerkvi se podeljuje vodenje brez mandatov, brez trajanja mandatov. V smislu, veš kaj mislim, ti kar bod.
Ja. Ne, ti bod za 4 leta, ti bod za 2 leta. Bod, ne. Nam vsem ustreza, da kar je, zdaj pa če bo rekel, da ne bo ta šibek, ne. Jaz mu ne bom rekel, da ne, ker sej pač okej, navod glih optimalno, ampak drugega pa tudi nimam zdaj, ne. In se pol eno polovičarsko, če ni mandatov. Tako trajanje mandatov pa denar se mi zdi ta taka, sta že 2 od teh orodij oziroma 2 od teh področij, o katerih se zelo redko pogovarja. A veš, tako sem prej rekel, voditi v cerkvi ali pa profesionalno voditi znotraj cerkve, meni se zdi res eno veliko bogatstvo pa hvaležnost, ampak so pa se pravim razni miti in sigurno je en ta mit, je denar. Lahko ga v večjih plasteh gledaš. Miti rečeš ali tabuji? Ali pa tabuji. Ali pa tabuji, mogoče tabuji. Jaz sem rekel mit zato, ker se mi zdi, da ga pač probavaš razbiti ta mit, lahko pa tudi tabu, ampak recimo lahko karikira z eno anekdoto, ki je skoraj da resnična, ampak približno tako šlo. Recimo nam kliče gospa, pa prosi, če ji natisnemo ene podobce, recimo, in pol reče, ja, veste se, koliko pa bo to stalo, sej moja teta je pa pela pri pevskem zboru. Je en tak koncept iz vseh strani, po svoje zastonj ste prejeli, zastonj dajete, sem pač, znotraj tega pa pač je delavec tudi vreden svojega plačila. In se mi zdi, da je to en tak tabu tudi znotraj cerkve, da... In ker teti noben ni nič plačal za tisto petje, tudi jaz vam ne bi za podobce. Tako, ja. In je v bistvu vse kar eno potem, Pa 5 lačnih ust doma, oziroma 6, ne? Ja. Če še ti nošteješ. Tako je. To je bil mehek prehod, ne, na zadnje vprašanje, delo, družina. A je kaj drugače zdaj to, več je otrok, ne? Zdaj, kar si na vodstveni, a se bolj sekiraš, a več časa, več misli gre tudi popoldne kdaj v to? Ja, definitivno. Si se naučil to bolj regulirati že vseeno, torej kako se... Regulirati... Zdaj bom še zares postavil vprašanje, kako se je tvoj odnos med delom in družino razvijal skozi zadnjih nekaj let, še posebej skozi tale prehod na Salve? Tukaj sem že začel prej malo, da sem prešel iz službe v eno poslanstvo. Kakorkoli super, pa tudi mi smo v bistvu s tabo, smo šli z ekipo skozi v bistvu en proces, Salve... Razločevanja, strateškega, niše, iskanja niš. Tako, sej Salve, že samo po sebi, kot sem rekel, v osnovi Salezijanci za vzgojo in evangelizacijo, pa smo šli še globje, pa smo iskali poslanstvo, da podpiramo vzgojno in pastoralno delo, da bi vsak doživel kot dober kristjan, pošten državljan, se pravi, neki te širine, neki Don Boska, kar se mi zdi super stvar, ampak s tem tudi človek pade zelo noter, bom rekel. In je pol to tudi popoldne zelo težko odklopiti, če si ti noter. In s tem se mi zdi, da se pač ogromno ukvarjam in ni lahko. Kakor sem rekel, prej nisem bil na forumih, zdaj se mi pa zdi, da sem z lahkoto 25 ur na dan v službi z mislimi. Dostikrat rečem, da sem vesel, da imam veliko družino, da so otroci toliko zahteven faktor, če v tem smislu tako rečem, pa sem jih zelo vesel, ampak v tem smislu, da so toliko zahtevni, da me otroci zahtevajo 100% tam takrat, ko sem. In da vidim, da me prisilijo v to, da se moram odklopiti. In se mi zdi prav, ker se mi zdi, moja prva vloga je pač biti mož, druga biti oče in pol tudi ta profesionalna pot. Moj sin je zdaj star 7 let, 5. otrok, prvi sin, Janez, in mi že 5krat rekel prejšnji teden, a greva fuzbal, in zdaj me on že malo namaže ta fuzbal, jaz pa malo se staram, in pol mi spet reče, 6krat sem ga zavrnil, včeraj pa berem une šuštarske pisarije, to je kar to osnovna šola Lojzija Šuštarja izda zbornik in je pač od njegovega razreda so izjave noter, kaj je moj največji zaklad, in berem tisto včeraj, da od njega je pa največji zaklad, ko gre z očijem nogomet igrati, veš. Ja. Tako da, včeraj zvečer so pol igrala fuzbal in me je namazal 15-13. To vidiš, gremo lahko enkrat skupaj. Ker tudi iz tega stališča, veš, jaz sem ugotovil, da pa sploh ne bi rekel za sebe, ampak pol sem videl, ko sem tole razmišljal, to ločevanje profesionalne pa zasebne poti, bi lahko rekel, da sem kar en človek ritualov postal. Ampak ritualov ali pa pač enih stvari, ki sem si jih zadal, pa sem en okvir postavil, ki ga skušam držati
včasih ratuje, včasih ne. Ampak več ali manj ga kar probam držati, ker so ena varovalke, da te stvari približno štimajo. In to je najprej pač stvar, kako deluje Tino, kje so one osnovne stvari, in to je v bistvu, jaz sem že leta hodil zjutraj pred službo na sprehod, v tišini pa to, pa se mi pred leti zdaj Tina priključila. Še psa smo dobili, da nas vsak dan res spodbudi, tako da greva res vsako jutro, greva skupaj na sprehod, včasih sam na sprehod, včasih teč, včasih kakšna telovadba, kakorkoli, pa ključno je, da sva takrat zjutraj najprej skupaj pred Gospodom in potem midva skupaj. Ja, ker vidim... Pa ne vem, če je kdo mi že rekel doslej, tudi izven podcasta, v podcastu gotovo ne, da zjutraj kdo vstane sam, pa da ima neke rituale, preden se družina zbudi, ampak da to naredi z ženo. No, mi da so ugotovila, da je to res zelo ključnega pomena za naju, da štartava dan najprej z Bogom, pa pol skupaj midva, ker dostikrat mogoče pol se v dnevu niti ne ujameva več. In če začneva tako dan, je dan res čist drugače, tako da to je en tak ritual, ki sem ful hvaležen za njega, pa se mi zdi res ena taka osnova, da pelja, funkcionira, pa so pol še drugi taki, ki vidim, da nekako držijo ta okvir, mogoče v tem kontekstu žene in otrok, družine je ena stvar, ki me je nagovorila, je definitivno sestanek z ženo, se pravi, da se probajo tudi vsak teden usest, pa ne ratuje čez vsak teden, ampak kakorkoli pa, da res pogledava te ključne stvari najnega zakona, pa da se tudi slišva, pa pol je tukaj zakonska skupina, pa bi lahko rekel hišna skupnost in tako dalje. Pol pa z vidika tega, kar si pa ti omenil, nogomet, pa otroci, pa to, sem pa zelo hvaležen za dve stvari. Mi smo že pred leti z otroki, ne vem, kako je prišlo po moje z tega, kaj jih je pač toliko, smo vedeli, lahko bi rekel zmenke z otrokom, ali pa mi rečemo temu 1 na 1. Tako da vsak teden pride en otrok na vrsto, da ima 1 uro enem krogu z mano, v drugem krogu s Tino. In takrat imamo pač par osnovnih pravil, da takrat ni telefona, ni pač raznih trgovin in tega, ampak pač nekaj skupaj počnejo, v enem krogu pač predlagam jaz, stvar, ki jo počela v drugem krogu otrok. In se to izkaže, da včasih se mi zdi stvar, ki jo počnemo takrat, ne vem, včasih se grem s hčerko samo igrati na igrala, ker sem se že 5krat prej, pa 5krat kasneje, ampak ona reče, tja se spomniš takrat, ko sem imela 1 uro, pa sva tam plezala, in to se toliko močno vtisne v otroka in se zdi, da je toliko pomembno te majhni rituali, in zdaj, ker so otroci malo starejši pa to, sem tudi jaz hrepenil po fuzbalu, pa sem videl, da otroci hrepenijo po fuzbalu in smo zaštartali. Nekaj časa smo probali, ampak zdaj pa res lepo zaštartal nogomet očetov z otroki in se na vasi dobimo, očetje, otroci, še nekaj najstnikov se tako enkrat na teden se dobimo in pol se gremo. Kjer je vas to, da se bo kdo preselil zaradi tega? Pridite v Hotema že. Poleg dobrih kruhkov imamo tudi čudovit nogomet. Imamo reklame. Ne, res, en taka lepa skupnost je ratala, da v bistvu smo tudi celo zimo igrali zunaj. Ne, ko ljudje za hiše gledajo, take stvari ful vplivajo v resnici. Jaz tudi vem, koliko večje bogatstvo je tako pač. Veš pa spet, v bistvu je druženje otrok pa staršev in tudi nekaj staršev se na ta način nabrali, še nekaj jedra je z Exodusa, tako da pa smo se tudi celo zimo hodili tam v reko zraven kopat, smo še ta vidik malo, te mrzle vode pa to, ampak tako, se mi zdi, te rituali, da držijo en ta okvir, da ne padem preveč not v svoje profesionalno poslanstvo. Pač, pa po eni strani si želim, pa mi je res izziv, dostikrat vidim pol, da se stvar, ko se umirim, ko se začne noč, zaspim, pa se pol zbudim in pa bi jaz razmišljal vse stvari v svojem poslanstvu. In je tukaj tudi v bistvu, sem imel kar nekaj težav tudi s tem, z nespečnostjo in razmišljanjem in po noci zelo pameten, takrat bi cel svet rešil. Ja. In mi je bil ključno, v bistvu tukaj so bile besede patra Miha Sokolovnika, ki so o tem govorila. On mi je enkrat rekel, da noč je za spanje. In to nam je prvo vodilo. In še druga stvar za to, da se dan začne na predvečer. Koliko imamo v bistvu na predvečer praznikov, vedno praznujemo. In jaz sem v oziru tega, sem začel res kar zelo redno delati večerni egzamen vsak večer, ker pogledam par stvari, ki sem hvaležen v dnevu, pa par ki pač bi jih rad izboljšal. Ja. Ključna stvar mi pa tudi priprava na naslednji dan. In to naredim vsak večer, priprava na naslednji dan in vem, da zaradi tega boljše spim in tudi, če se recimo po noč zbudim, probam res te misli ustaviti, ali si dan kakšen podcast, ali karkoli, da pač misli preusmeram in je ključno takrat spanje, ker vidim, kako pomembno je spanje, če ne spim pol
ne funkcioniraš. Tako da, to so take stvari, kako to probam ločevati. Škoda mi je neverjetno, koliko si najbolj od cele epizode si tlele v seriji izstrelil te naboje ritualov in pri osebni higieni, ker večina ljudi nas je takih, bom zdaj poskušal biti objektiven, večina je takih, da sebe mal postavijo, ne, imajo rituale pa ograjce pri drugih stvarih, ne, ti si pa, se mi zdi, najbolj imaš postavljene stvari pri sebi in to res cenim, to res se mi zdi navdihujoče. No. Ja, verjamem, da pa daleč od tega, da se mi lahko mogoče jutri zgodi, da pregorim. Ja, se mi lahko zgodi jutri, da pregorim, ampak sem imela tudi bližnje izkušnje te skoraj da izgorelosti in tako dalje. Ampak se mi zdi, res si želim, to je pa nagovorila enkrat o prevodenju 9.7, če se vrneva, ne vem točno, kdo je to rekel, ampak da je vodenje je hoja, ne tek. Ker si želim na dolgi rok hoditi, voditi, delovati, živeti. Se mi zdi, da je zelo pomembno pač tako nekakšna prizemljenost, pa da so stvari v enih. To je želja, k čimer stremim, pa kar se nekako trudim, koliko mi ratuje, včasih bolj, včasih manj. No. Ampak ja, res iz tega črpam eno moč, da lahko funkcioniram. No. Res je, sam sem vodenje velikrat primerjal s tekom, zato ker je moja izkušnja teh mojih maratonov pred 15 leti in treniranja, ne, in vzdrževanja, tam si še bolj pozoren na tempo, na to, kaj zmoreš, na to, kako boš prehranil energijo, da bo še za tok pa tok, kukor je cilj in tako naprej, ampak mi je navdihujoče tale vodenje hoja, ne tek, morda celo za naslov epizode bomo videla. Gašper, hvala ti še posebej zdajle res za tale nepričakovani dodatek o skrbi zase, ki, ja, itak, oba se zavedava, najbrž ni idealna pri nikomor, ampak si res zelo navdihujoče tole podelil. Hvala. Hvala tebi. Ja. Mogoče sam še tole povem, ne, da mi je bilo eno veliko spoznanje tega na gestalt izobraževanju. Šel sem v bistvu na gestalt čist z enimi drugimi težavami, ambicijami, motivi, ampak pol je bila tam ena taka skupinska dinamika tunela, ki ga res vsak mu prvoščen, da bi ga doživel, in jaz sem mogel skozi ta tunel iti. Trajalo je res kar dolgo, tisti, ki vsaj mečkam poznajo gestalt, pa to bodo vedeli, ampak se mi zdi, da je tako ključno spoznanje in videnje sebe od zunaj, kako delujem. In zaradi tega tudi mogoče na postavitev mej, do kje, kaj mi je najbolj pomembno, kaj mi je zelo pomembno, kaj mi je pa, če se zmore, naj se zgodi. Predalčkanje malo teh stvari, ne, kaj je bolj pomembno in kaj manj. Ja, hvala Gašper, res, da si bil moj gost, hvala za vse navdihe. Daj še naprej, prosim, svoje talente darujo dobro vseh nas. Hvala Matej, hvala tebi za vse epizode, še posebej z Matejem, ki je tudi meni bila en goreči grm, pa verjamem, da še komu. Te izstrelila v drugi ali tretji naboj.